V ponedeljek 28. junija v popoldanskih urah sta direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste magister Gregor Ficko in župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek slavnostno predala v uporabo novo urejeno kolesarsko povezavo ob regionalni cesti Tepanje Slovenske Konjice, ki sodi v sklop daljinske kolesarske povezave Šentilj-Koper. Novo pridobitev predstavlja nadaljevanje izgradnje kolesarske steze pred 4 leti, ko je nastala prva etapa od naselja Dobrnež do mesta Slovenske Konjice. Podaljšanje kolesarske poti zagotavlja varnejšo vožnjo kolesarjev na relaciji Tepanje Slovenske Konjice, kot tudi pešcev, ki koristijo kolesarsko pot za sprehajalno stezo. Dela so obsegala izgradnjo nove dvosmerne kolesarske steze v dolžini 1500 metrov, sanacijo dela obstoječe regionalne ceste v dolžini 100 metrov, ureditev priključkov, prometne signalizacije, namestitev varnostnih ograj ter ureditev odvodnjavanja in mostu čez potok Šintarica. Investicijo vredno nekaj čez milijon evrov so opravili v podjetju Gradnje Žveplan iz Celja, sredstva pa je poleg občine Slovenske Konjice v večji meri prispevala Direkcija Republike Slovenije za ceste. Je ta naložba oziroma njena predaja namenu še posebej v veliko veselje. Zakaj? Poglejte, v zadnjih 10 dneh je to že druga predaja kolesarske poti, bom rekel, daljšega obsega, dolžine. Pred 10 dnevi smo predali kolesarsko pot v Rogaški Slatini, tam je direkcija skupaj z občino dobila tudi evropsko nagrado. Danes predajamo tukaj v Slovenskih Konjicah in to pomeni, da ne vlagamo samo v tisto infrastrukturo, ki je namenjena motornemu prometu, ampak vlagamo tudi v razvoj infrastrukture, ki je namenjena šibkejšim udeležencem. Zakaj je ta kolesarska povezava še pomembna? Gre tudi za turistično območje. Vemo, da so Slovenske Konjice občina in kraj, ki si zelo prizadeva za razvoj turizma in seveda izgradnja kolesarskih povezav je neka dodana vrednost, ki jo lahko tukaj poleg domačinov koristijo tudi gosti, ki pridejo sem na počitnice, na kmečke turizme, lahko kolesarijo, skratka tukaj so tudi zdravilišče v Zrečah, skratka gre za eno turistično področje in seveda prav je, da to vrstno infrastrukturo poleg vse ostale razvijamo tudi na tem področju. Samo še tole morda vidimo širše po državi, da se lepo izgrajuje ta mreža kolesarskih stez. Kako pa bo v prihodnje, glede na to, da država zateguje pas? Poglejte, mi se zelo trudimo, da seveda ta infrastruktura, da se njen razvoj ne zaustavi. Vemo, da je Slovenija izrazita turistična destinacija, ki je med turističnimi kolesarji, rekreativci izredno priljubljena. Seveda bodo problemi okoli nadaljnjega razvoja, vendar moram povedati, da smo mi v zadnjem času tukaj pospešili tudi črpanje evropskih sredstev. Moram povedati, da Evropska komisija za to vrstne projekte seveda namenja del sredstev. Upam, da tudi tam ne bo prišlo do krčenja proračuna, tako da mi zdaj v tem trenutku pač koristimo vse, kar je možno počrpati iz Evrope, tako da verjamem, da bomo tudi v prihodnje okoli tega uspešni. Naša naloga je, da seveda pripravljamo projekte. Jaz sem danes že spregovoril, da seveda tudi na tem področju nadaljujemo. Že letošnjem letu začnemo graditi krožišče v Tepanjah, ki bo, bom rekel, vozlišče vseh teh prometnic, tudi kolesarskih poti naprej proti Slovenski Bistrici. Seveda, kako bo proračun oziroma rebalans proračuna letos, pa tudi drugo leto, ki se nam obeta, vplival na samo operacionalizacijo teh projektov, to bo pa čas prenesel, jaz v tem trenutku tega ne morem predvideti. Hvala vam lepa. Prosim. Hvala. Župan, danes smo slišali torej, če nekako strnemo vrednost najnovejše naložbe tukaj na Konjiškem, varna rekreacija, varna pot. Ja, jaz pa temu rečem v prvi vrsti skrb za varnost občanov, ne toliko za rekreacijo, kot predvsem za to, da se je zgradila po osrednji žili te Dravinjske doline ob regionalni cesti ta kolesarska pot, ki pomeni varnost predvsem za kolesarje in tudi na koncu koncev za pešce, pa čeprav s tem kršijo zakon o varnosti v cestnem prometu, pa vendar hoditi ob tej cesti kakšna 2 metra stran od glavnih prometnih dogajanj je vsekakor dosti bolj varno kot pa pred tem. Kdaj ste začeli z deli, kakšna je finančna investicija? Z deli z gradnjo se je pričelo avgusta leta 2008 in dela so bila končana v približno 10 mesecih. Seveda pa so potem kasneje sledili še manjši lepotni popravki in tudi samo uporabno dovoljenje. V večini je strošek gradnje pokrila Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Prispevek oziroma sofinancerski delež konjiške občine pri tem projektu pa je 18% od celotne vrednosti. Končna vrednost je nekaj več kot 1 milijon evrov, kar pomeni, da je delež občine približno 184 tisoč evrov.